Pozdravljeni zopet, spoštovani gledalci in gledalke tu iz Posavskega muzeja Brežice. Letos imamo za vas pripravljenih nekaj kratkih oddaj, kjer se prepletajo kultura, glasba, zgodovina in vse se vrti okoli 4 simbolov: zemlje, vode, zraka in ognja. Prejšnjič sva se z direktorico Posavskega muzeja, gospo Alenko Černelič Krošelj, potopila v vodo, ki je bila prva tema najinih pogovorov. Katera pa je na vrsti danes? Ja, danes se bova pa prizemljila. Ne? Danes je zadnji jesenski dan in prav je, da nekako se posvetiva zemlji, ker je seveda zemlja tudi element jeseni. V muzeju vsako leto pripravimo eno razstavo posvečeno enemu elementu in lani, ko smo praznovali 70 let našega muzeja, je bil ta element zemlja in tako lahko odpremo knjigo, ne, in preberemo, da je zemlja recimo čas od sončnega zahoda do polnoči, da govori o melanholičnem temperamentu, kar midva nisva, ne, in seveda še, da je tudi element starosti, kar tudi midva nisva. Tako da bova šla bolj noter pogledati, kaj pa vse ta element pri nas pripoveduje. Odlična ideja, pa kar pojdiva. Spraševal si me za meni najljubši prizor. Ravno v tem zahodnem delu naše dvorane, pri elementu zemlja je v bistvu zelo veliko takih drobnih, lepih prizorov, ki jih imam zelo rada, ker jih povezujemo z ljudmi. Zemlja sicer ni samo element ljudi, ampak pri nas oziroma mi jo tako dojemamo, in pa seveda tudi nekih podobic, ki kažejo na neka stanja nas. Ne? In tam imamo eno luštno vazo, ki je tako majčkeno jezna, ne? Zato ker gleda Dioniza, kako v bistvu je, bi rekli, skuša zbuditi z enim takim perescem Ariadno, ki lepo spi. Tako da zdaj mogoče tista vaza, ne, se jezi, kadar nismo najbolj pridni, ali pa če želimo narediti kaj bolj hudomušnega. Drugače pa polno drobcenih, naprimer meni kot pevki, kot zborovski pevki je ljuba tudi ta dama v tem začaranem gozdu pri Driadah, ki v bistvu poje z notami, ne, recimo že kaže en tak prizor, ki je zelo značilen za to našo dvorano. Glede na to, da povezujemo zemljo po večini z ljudmi, kakšni so bili ljudje, ki so tu bivali, grofi Atems? So bili to bolj, mislim, predstavljam si, če si zaželiš takšno dvorano, da ceniš glasbo, kulturo, da si ljudski. Bi si upali iti tako daleč? Ja, prav ljudski težko, ne, ker to je vse en čas, ko plemstvo kaže eno svoje bogatstvo, eno obilje tudi s takimi dvoranami in pri Atemsu ni bilo nič drugače. On si je kupil ta grad in še številne zato, da je pokazal, kam je prišel s tem svojim delom, kam je prišel z vsemi svojimi uspehi, ki jih je imel v tem času in seveda tudi pokazal, kaj je njegova družina. Tako imamo tudi portret njegove žene, prve žene Marije Regine, rojene Wurmbrand, pa seveda njegov portret s svojimi sinovi. V bistvu je kazal tudi na tem delu zemlje predvsem tisto, kar je želel povedati. Ne? Jaz sem tukaj, vse to sem naredil, vse to mi je uspelo in zdaj ste vi tukaj, da lahko z mano uživate. In ravno na tem elementu imamo recimo Dioniza, ne, ki je pač bog prav uživanja, nekega bogatstva, nekega tudi razuzdanosti, bi lahko rekli. Na tem prizoru se zelo pleše, veliko je teh plesnih trenutkov. Imamo tukaj recimo upodobljeno tudi veliko grozdja, ne, neke asociacije na vino, na uživanje. In ta prizor, ki je v bistvu najbližje tej severni steni, kjer imamo ponavadi tudi oder in kjer boste danes tudi slišali to glasbo, pa seveda je polno inštrumentov, polno lepih dam, ki plešejo, ki pojejo, ki igrajo, ki nas skušajo ves čas očarati. Tako da ta element dejansko res priča o teh ljudeh, ki so to dvorano ustvarili. Torej, razkošje, luksus, Litefeldna na kočijah in podobno. Ja, pa seveda, se pravim, pa to tukaj nekako se mi zdi zato, ker je bila dvorana ustvarjena za to glasbo, za uživanje v več umetnostih, ker nikoli ne uživamo samo v eni, ampak vedno nekako v združenih in to je res tukaj zelo lepo. Super je bilo rečeno združeno. Kako je pa to izgledalo življenje na gradu? Kdo vse je živel na gradu? Je bilo to zgolj plemstvo ali so bili tudi, bi rekel, civilisti oziroma podaniki? Koliko je bilo gužve tlele na tem gradu?
Zelo dobro vprašanje, na katerega zelo težko čisto s številkami odgovorim. Mi vemo, da pač pritličje je bilo namenjeno bolj za gospodarski del oziroma za nek servisni del, bi lahko rekli, ker bolj, ko se vzpenjamo po gradu, lepši je grad. In imamo res lepo stopnišče v drugo nadstropje, kapelo v drugem nadstropju, nekaj ostankov poslikanih prostorov v drugem nadstropju, tako da v bistvu so bili vedno nad, spodaj recimo so bili hlapci, dekle, kuhari, kočijaži, ker imamo najbrž tukaj tudi prvi pač recimo te štale, kot bi rekli, so bile spodaj, ki so se potem premaknile tja, ker je danes glasbena šola, kašče so bile tudi zunaj, pa so bile najprej zagotovo v gradu. Tako da pač ta spodnji del bolj za te nas običajne, bolj ko si se povzpenja, več je bilo razkošja, več je bilo tistih lepih soban, ki si jih predstavljamo, da so v vsakem gradu. Je pa res, da so Atemsi s svojim bogastvom zelo hitro se širili in že sam Ignac Marija Atems v bistvu v drugi polovici svojega življenja oziroma kasneje več časa preživi v Gradcu, kjer tudi zgradi svojo palačo, kjer tudi dela Frančišek Karl Remb in v bistvu to njegovo življenje gre tudi iz teh Brežic še daleč naprej. Zelo zanimivo. Plemičev že dolgo ni več med nami, vseeno pa ima vsako mesto določene ljudi, ki ga nekako povzdignejo v malo bolj slovesno. Naša nocojšnja gosta ne potrebujeta najave, v tej dvorani sta bila tolikokrat, da mislim, da bi ju kar lahko naslikali nekje med godce zgoraj. Ja, seveda. Ja. Zelo sem vesela, da imava danes res ta odlična gosta, ki bi rekla, da nista še toliko stara, da bi jo naslikali, čeprav seveda izjemno pašeta ravno v ta začaran gozd, kjer se iz teh dreves izvijajo lepe dame, ki nas skušajo očarati. In tudi naš gost je neke vrste en tak vitez, ki prinaša različne zgodbe sem, je vse posod in tudi je en tak velik junak. Tako da zelo, zelo, zelo sem počaščena, da jo jaz najavljam, je tako, Robi, jaz bom povedala, kdo sta. Torej, k klavirju, k zemlji, k to lepo dvorano vabim naša draga gosta Elizabeto in Dragotina Križaniča. Vsa si pesem, ko v stoterih spletih mehko melodijo trosiš, ko jo z mladim jutrom od okna k oknu nosiš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, v brezju nihaš, v klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Vsa si pesem v tisočerih prsih, domotožne slike rišeš in ob vsaki jim vrnitvi solzo hrepenečo brišeš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, v brezju nihaš, v klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Širiš modro dlan na nebu.
vrtu mojem so violice cvetele, kot blag vijoličast oblak, spomladne trate pod nebo se razdehtele, privalovile nežno vse do mojih vrat. Vijolice, mladost ste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar v kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele, vem, da brez vas bi ne postala jaz. Zastanem v času, vse je v dihu enem, nekoč in danes dom moj rodni, dom moj ta. Kot vraščene vijolice v vrtu so zelenem, tako sem presajena, se sama vrasla v nova tla. Vijolice, mladost ste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar v kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele, vem, da brez vas bi ne postala jaz. Vijolice cvetijo prav enako tu in tam, dehtijo tu in tam v pomladni dan, pa vendar včasih domotožno zdrgetam, ko od nekod privre v spomin vonj dobro znan. Vijolice, mladost ste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar v kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele, vem, da brez vas bi ne postala jaz. Vem, da brez vas bi ne postala jaz. Spoštovana, v tej dvorani sta bila verjetno že tolikokrat. S čim jo povezujeta? Kaj je drugačnega od ostalih koncertnih dvoran? To dvorano predvsem povezujemo z lepoto. Z lepoto kulture, z lepoto glasbe. Z lepoto barve, oblike. Drugo, to je naša dvorana, brežiška. To je naš hram kulture. To je prostor, ki vsaki prireditvi daje posebno noto, posebno draž. Zato me veseli, da smo tudi danes v tej dvorani v času, ko so možnosti, da je vidimo, da je začutimo tako majhne. In zato bi vsem, ki nas gledajo, ki nas poslušajo, in vsem vam, ki ste v tej dvorani, zaželel v letu, ki je pred nami, veliko srečanj v tej naši dvorani,
veliko objemov, veliko lepih besed, veliko glasbe, veliko vsega tistega, ki nam je ta čas na nek način vzel. Bodimo optimisti, korakajmo skozi naslednje leto z veliko optimizma in korona naj ostane samo na tistih lepih, prijetnih, prisrčnih stvarih. V tej dvorani sem bila v več vlogah. Kot dirigentka, kot pevka, kot tamburašica, kot voditeljica. In vsakokrat sem bila hvaležna za ta privilegij, da sem lahko bila del tega čudovitega prostora. In naj bo še velikokrat dano in meni in vsem tistim, ki bojo lahko prišli v Viteško dvorano. Pa glede na to, da sta ogromno dogodkov in koncertov tu doživela, tako kot izvajalca, kot tudi v publiki, na kateri strani je lepše? To je težko vprašanje. 35 let oziroma še več let sva bila več z te strani ali pa enakokrat. In koliko je z te strani bolj stresno, je tudi nekaj, kar te napolni iz publike, iz dvorane. Seveda, ko smo pa z one strani, je pa spet vse polno od tistega, kar nam dajo nastopajoči, tako da ne bi ločila. Z obe strani je užitek. Ja, tako je. Z ene in z druge strani je v tej dvorani čudovit, prelep. Kot je rečeno, z one strani, ko poslušaš izvajalce, z te strani pa ko vidiš, da si za nekoga v tem trenutku naredil nekaj lepega. Jaz sem nekdaj rekel, da so obrazi v dvorani ogledalo našega dela, ogledalo našega nastopa. Ko vidiš, da so ljudje nasmejani, ko vidiš, da so pustili solzo, to je neprecenljivo. To se ne da pravzaprav napisati, opisati, to treba doživeti. In v tej dvorani smo to velikokrat vsi skupaj doživeli. Katerih dogodkov pa se najbolj veselita? Torej, kateri so po vajinem mnenju najlepši prav tu, v tej Viteški dvorani? So to koncerti, so to poroke, so to kakšna slavja morda? Ja, nekaj porok je bilo takih, ki so mi ostale v zelo lepem spominu, seveda. Vsakemu dogodku ta dvorana da poseben čar. So mi pa posebej pri srcu seveda koncerti izvajalcev naših, domačih. Veliko krat sem bila na koncertih naših nekdanjih učencev in neprecenljivo, ko vidiš, koliko čudovitih mladih glasbenikov je zraslo na teh naših tleh. Ponosna sem vedno, ko to slišim. Seveda naši odlični zbori, Viva, Solzice, to so nepozabni večeri. Strinjam se, to so nepozabni večeri. Pa treba je povedati še, da 35 let, vsako leto junija smo bili v tej dvorani, pevski zbor Brežiškega društva in tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič iz Artič. Eno nenavadno, bi rekel, sodelovanje dveh društev, ali izredno uspešno in zelo ponosen sem, jaz mislim, da tudi moja žena, na to, da smo tako dolgo zdržali.
ni to lahko. Včasih postaneš preveč domač in je težko ljudi malo preganjati na raznih vajah, ker prevečkrat popiješ kupico vina z njimi, prevečkrat se po domače pogovoriš, prevečkrat se zabavaš z njimi in postaneš prijatelj. Ali to prijateljstvo, to je največ vredno od vsega tega. Prijateljstvo, ki se rodi skozi kulturo, skozi glasbo, je najlepše, najboljše prijateljstvo. Prijateljstvo, ki se rodi iz harmonije medsebojnih človeških odnosov. A glasba je tista, ki ustvari to harmonijo. Zato jaz mislim, da je kultura, s katero se ukvarjamo vsa ta leta, pot do ene druge kulture, do kulture naših odnosov, naših medčloveških odnosov. A tu na tem področju smo včasih deficitarni. Dragi Drago, draga Beti, najlepša hvala za vajino glasbo, tudi za vajine besede. Mi se bomo trudili, da res ne bomo obupali, da bomo tudi z umetnostjo skrbeli, da bo naš december lepši, da se začenja ta zima tudi s tem, da lahko vsak teden prisluhnete vsaj delčku tega zvoka naše odlične viteške dvorane. Tako je. S tem vas midva zopet vabiva naslednji teden v istem času, na istem mestu, ampak seveda, kot veste, ste vljudno vabljeni. Nič siljeni. Ta večer, prijatelji, pozabimo vse skrbi, naj bo lepo. Naj vam pesmi najine nežno božajo srce, naj vam bo lepo. Zdaj, ko vse svečano je, to darilo spremite od nas. To darilo je iznot, iz pozabljenih vrednot, samo za vas, nocoj za vas. Naj večeri, kot je ta, nov spomin v srce nam da, naj bo lepo. Vse, kar slabo je bilo, zame naj takoj slovo, naj le dobro bo. Naj želja se 100 in 100 tudi vam izpolnijo, taki kot jaz želim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim.